Pozdravljeni v podjetju Veplas. Veplas ima že več kot 60-letno tradicijo. Delujemo na lokaciji tule, kjer smo zdaj v Velenju. Imamo še eno lokacijo v Družmirju pri Šoštanju. Zaposlenih je tam okoli 250 zaposlenih. Vsi se ukvarjamo z izdelavo kompozitnih materialov, tako da naše najbolj pomembne panoge so na prvem mestu izdelava medicinskih priprav, na drugem mestu so avtodomi, potem pa so strojegradnja in balistična zaščita. Največ uporabljamo postopke izdelave kompozitov po RTM postopku, potem autoklav, kar pa je tudi predmet izboljšav zdaj v sklopu trajnostnega vidika, pa tudi imamo ročno laminacijo. Izvoza je praktično vsi izdelki grejo v izvoz. Izjema je del izdelkov za avtodome, kjer pa je tudi več kot 90% naših izdelkov gre v tujino. Vezani smo predvsem na trg Evropske unije, kjer izvažamo od Avstrije, Nemčije, Skandinavije, Francije. Tako da smo tukaj kar kot kompozitorji smo lokalni dobavitelji, a ne? Zavedamo se, da je trajnost vir trajne konkurenčne prednosti ter pogoji za vključenost v pomembne dobaviteljske verige. Od tod izvira tudi naša velika motivacija za vključitev v projekt trajnostno-poslovne strateške transformacije. Hkrati pa smo želeli s tem projektom redefinirati našo strategijo, naš poslovni model, naše procese, naše kazalnike in v to vključiti čim več zaposlenih. In to nam je uspelo s pomočjo strokovnjakov, s pomočjo strokovne podpore, ki smo jo v okviru vašega projekta, Spiritovega projekta, tudi dobili. Ko smo v podjetju začeli govoriti o trajnostnem razvoju, smo naredili izbor, oziroma prvo nabor, kaj sploh želimo, a ne? In prišlo je ven, želimo zaposlene, ki so zadovoljni pri nas, ki bodo občutili dolgoročno varnost pri nas. Potem želimo, da podjetje deluje dolgoročno, da dolgoročno ne obremenjujemo okolja, oziroma zmanjšamo na minimalno mero to obremenjevanje okolja. In to prej nismo nikoli jemali tako, a ne, samo šlo se je za dobiček, ponudbe, kalkulacije. Zdaj smo si pa res na pobudo tega projekta vzeli čas, imeli smo več delavnic, tako da smo prišli do izbora najbolj obetavne v projektu vpeljave penjenih smol, torej uvedbe novega procesa FRTM, smo bili vključeni praktično vsi podjetja. Šli smo v tranzicijo iz ročnega armiranja v zaprte kalupe, ob tem smo uporabili penjene smole in s tem, ko uporabiš penjeno smolo, lahko za 50 do 50% manj materijala narediš volumensko isti izdelek. To pomeni, da imaš manjšo porabo smole, posledično manjšo porabo energije, cikel je hitrejši, kar pomeni tudi manj človeških virov, ne? In predvsem tudi manj emisij, obremenitve ozračja in obremenitve ljudi na delovnem mestu. Vedno bolj ugotavljamo, da je v našem okolju so omejeni viri. Torej, omejeno je, koliko materijala lahko kupiš na trgu, omejeno je, koliko ljudi lahko zaposliš, omejeno je tudi sam delovni čas, ne? In zato je zelo pomembno, da če lahko ti uporabiš polovico manj materijala za nek izdelek, narediš pol manj odpadka, porabiš manj časa in za polovico manj obremenjuješ okolje. Ob zaključku projekta ugotavljamo, da smo uspešno implementirali penjene smole v naš sistem in če gremo danes po proizvodnji, vidimo, da za isti obseg dela imamo manj kalupov, potrebno je manj delavcev in enostavno tudi poraba materijala je polovico manjša. In to je, ko gledamo, ki se lahko kaj prihrani, mislim, da so to ogromni prihranki. Rezultati projekta so nas presenetili in presegli naša pričakovanja. Kot pri vsakem projektu je bilo tu pomembno, da to ni solo zadeva.
Bil je vključen cel tim in ko mislim cel tim, mislim dejansko polovico tehnologije, proizvodnja, ker ko smo enkrat s pomočjo zunanjih sodelavcev definirali, kaj bo točna tema projekta, pol smo mogli navdušiti širšo ekipo znotraj podjetja, da so res vsi zagrabili. Jaz pravim, da trajnostni razvoj ni igra za enega, to je skupinsko delo, ker ti pa morajo pogosto tudi pomagati zunanji izvajalci. Vsem podjetjem priporočam, da se poglobljeno lotijo trajnostnih vidikov, ker en ima neko razmišljanje, drug ima drugo razmišljanje in ko se vsi uskladimo, kakšne trajnostne vidike hočemo zasledovati, ko damo na mizo vse možne opcije, kaj lahko podjetje izboljšamo, potem lahko pride do nekega čez sito, jagodnega izbora in na koncu, da vso energijo usmerimo v najbolj obetavno smer. Tako da, ampak to sem prepričan, da najboljša pot je v sodelovanju zunanjih strokovnjakov, podpori Spirita seveda in vseh notranjih resursov. Ko misliš, da so zadeve idealne in da boljše ne more biti, je to prvi znak slabosti. Vse se namreč da izboljšati. Res pa je, da je skozi neko vodeno analizo sistem dela možno svoje slabosti precej hitreje najti. In ravno to je tista pozitivna izkušnja s trajnostno transformacijo. Definirali smo slabosti, definirali smo rešitve, ki jih sedaj uspešeno odpravljamo z namenom izboljšanja stanja.